Lepo pozdravljeni. Kot je vsem nam znano, je vlada pred nekaj dnevi predlagala rebalans proračuna za leto 2014. In to kljub temu, da smo od prejšnje vlade dobili zagotovilo, da rebalansa proračuna za leto 2014 ne bo. Tukaj gre dejansko za slepomišljanje o tem, ali je rebalans potreben ali ni nujen. Gre za to namreč, da so se prvič odhodki proračuna bistveno povečali, kot je bilo načrtovano z samim proračunom za leto 2014. In na drugi strani gre za nelogičnost, da je prišlo do rebalansa in do povečanja primanjkljaja, zaradi tega, ker so se v tem času makroekonomski pogoji gospodarjenja izboljšali. Ob pripravi proračuna za leto 2014 dejansko ni bilo tako optimističnih načrtov za makroekonomske pogoje, predvsem glede gospodarske rasti, ki pa je seveda rezultat predvsem tega, da se povečuje gospodarska rast v naših trgovinskih partnericah v Evropi, predvsem Nemčiji. Zdaj, ta rebalans proračuna po drugi strani tudi, če želite, uzakonja primanjkljaj proračuna prek maastrichtskih kriterijev, prek meril, ki smo se jih zavezali dati tudi Evropski komisiji, ostalim mednarodnim inštitucijam, in seveda to samo povečuje neverodostojnost prejšnje in sedanje vlade. In velik razkorak med tistim, kar je bilo povedano, in tistim, kar je bilo dejansko storjeno. Tudi ob padcu davka na nepremičnine je bilo rečeno, da zaradi tega ni treba narediti rebalansa proračuna, ker bodo dodatni prihodki zagotovljeni strani takratne davčne uprave oziroma sedanje finančne uprave Republike Slovenije, ker bodo zmanjšani odhodki zaradi optimalnejšega javnega naročanja in ker bodo prihodki zagotovljeni tudi z taksami, dodatnimi taksami, predvsem na okolje oziroma na tiste pline, ki onesnažujejo okolje. Zaradi tega je seveda to dejansko nerazumljivo. Poleg tega bi rad opozoril, da je nerazumljivo in škodljivo za državo in za gospodarstvo bilo tudi to, da se dejansko računi države niso plačevali od julija tega leta. Z drugimi besedami, odhodki so bili zamrznjeni in s tem se je seveda povečevala nelikvidnost v gospodarstvu in nelikvidnost v družbi še posebej. Zaradi tega je seveda takšna rešitev nesprejemljiva. Odhodki se bodo povečevali, na drugi strani pa niti ta vlada, niti prejšnja vlada ni znala ali noče dobiti zadostnih prihodkov, naprimer iz naslova trošarin. Trošarine so padle in tukaj imajo glavno vlogo tako imenovane naftne trošarine. Vsi vemo, da so cene bencinov v Sloveniji v primerjavi z sosednjimi državami previsoke, zaradi tega enostavno pada potrošnja in vsi vemo, da je možno z enim rezervarjem prepeljati Slovenijo po dolgem in počez in seveda zaradi tega ni treba kupovati bencina v Sloveniji in seveda je tudi predrag. To je nekonkurenčna cena bencina zaradi previsokih trošarin. Cena nafte je padla na svetovnem trgu, tako da je v bistvu nerazumljivo, da imamo na eni strani previsoke trošarine, na drugi strani pa nobenih finančnih odhodkov.
v Slovenski demokratski stranki menijo prvič, da je takšen rebalans proračuna zgrešen, zato ker ne prinaša tudi ostalih strukturnih reform, škodljiv in kaže na škodljivo politiko, ki jo je vodila vlada Alenke Bratušek in ki jo bo zdaj zgleda nadaljevala tudi vlada Mira Cerarja. Zaradi tega Slovenski demokratski stranki in zato, da bi zagotovili stabilnost javnih financ, danes ponovno vlagamo v postopek Državnega zbora predlog zakona o fiskalnem pravilu. Predlog zakona o fiskalnem pravilu je narejen na podlagi ustavne določbe, ki je bila sprejeta 24. maja leta 2013. Ta ustavna določba je določala, oziroma določa, da mora biti sprejet zakon o fiskalnem pravilu do 30. novembra 2013. Prejšnja vlada enostavno ni upoštevala te določbe in zaradi tega je delovala protiustavno. Če sedanja vlada, vlada Mira Cerarja, in Miro Cerar je ustavni pravnik in se spozna na ustavo, ne bo dala v postopek ali podprla tega zakona o fiskalnem pravilu, bo Slovenska demokratska stranka pripravila in seveda tudi sprožila ustavno odločbo proti predsedniku vlade in proti ministru za finance v skladu s 119. členom ustave. Tega, da se ne želi urediti javnih financ v skladu z zakonom in v skladu z ustavo, dejansko pomeni, da se krši osnovne predpise, najpomembnejše predpise države in smo zaradi tega v protiustavnem stanju. Jaz mislim, da bo predsednik vlade razumel in da bo podprl osebno in tudi njegova vlada predlog zakona o fiskalnem pravilu. Zakaj? Zaradi tega, ker je ta predlog zakona naredila, če želite, strokovna in politično usklajena, na nek način usklajena oziroma politično formirana skupina in je dejansko ta zakon pripravljen za to, da ga obravnava in na koncu seveda tudi sprejme Državni zbor. V prejšnjem letu in v letu 2014 je, kot je znano, posebna skupina skupaj z Ministrstvom za finance pripravila zakon o fiskalnem pravilu, ga v večini določb tudi uskladila, vendar ga niti prejšnja, niti sedanja vlada ne želi obravnavati. Slovenski demokratski stranki pa menimo, da je izvrševanje ustave z zakonom o fiskalnem pravilu izredno pomembno zato, da bodo javne finance vzorno delovale in da bo v državi zagotovljena makroekonomska stabilnost. V Slovenski demokratski stranki bomo vztrajali na tem in v Slovenski demokratski stranki bomo naredili vse, da se bo v tej državi najvišji pravni akt, to je ustava, upoštevala v vseh svojih določbah in seveda tudi v tem primeru v določbah, ki se nanaša na fiskalno pravilo.